Lepo pozdravljeni poslušalci, gledalci. V središče je prišel poslanec in podpredsednik Nove Slovenije, Jernej Vrtovec. Pozdravljen. Prihajaš iz Državnega zbora, kjer je v zadnjih dneh precej burno. Govorim seveda o vmesnem poročilu preiskovalne komisije glede političnega vmešavanja v delo policije. Na trenutke se mi zazdi, da spremljam nek nizkoproračunski film s slabim scenarijem, nenadarjenimi igralci. Kaj praviš? Ja, tragikomedija, ki se jo gre vladajoča koalicija, tako da, ja, se kar strinjam s to oceno, ampak tak tragikomičen film, ki se potem res razplanti v neko tragedijo. In tudi, če pogledate to zgodbo vmesnega poročila, boste videli, da predsednik vlade je bil tisti, ki je obljubil, da bo prišel pred preiskovalno komisijo razjasniti in razbliniti vse dvome okrog njega in okrog vmešavanja v delo policije. In glej, tega predsednika vlade na koncu nikoli ni bilo pred preiskovalno komisijo, a hkrati, in v tem je ta komedija, je oproščen vsega, kar ga bremeni. Neoproščen, nedolžen. Nedolžen, ja, tako je. Nedolžen, ampak ne more biti nedolžen, da mora to razumeti. Nekdo ne more biti nedolžen, če svoje nedolžnosti ne dokaže. Ne? Torej, ta trenutek se zdi, da je v bistvu to, kar se dogaja v parlamentu, zlasti dodatno obremenilo predsednika vlade. Je pa to vmesno poročilo samo neko nadaljevanje te predzgodbe o podrejanju policije, na kar je Nova Slovenija opozarjala tudi v interpelaciji proti notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju? Ja, jaz sem tisti tip politika, ki vedno izpostavljam, da moramo mi institucije pravne države spoštovati in jih upoštevati. Mogoče se mi z odločitvami ne strinjamo, ampak moramo pa odločitve nadzornih institucij spoštovati. In enako velja to za policijo. Če kdaj, potem se pod to vlado zlasti instituciji ne spoštuje in tukaj imamo pa seveda policijo, ki je represivni organ. In takšne zlorabe policije, kot smo jim danes priča, pod to vlado Roberta Goloba v preteklosti še ni bilo. Dejansko je policija ugrabljena in služi namenom te oblasti, kar se ne nazadnje videlo tudi ta agonija, ki je trajala več kot 3 mesece z generalnim direktorjem policije, ampak danes ta status quo je še vedno tukaj in nič se ne spremeni, policija pač ne funkcionira še naprej. Ni pa policija seveda edina, ko se je dodeljevalo proračunska sredstva, smo opozarjali na Računsko sodišče, na Državni svet. Nazadnje je bila pa tarča tudi Agencija za energijo. Kako si razlagaš zdaj zadnje napovedi agencije, da bo vendarle prilagodila te in časovne bloke in obračune omrežnine? Samo tudi, da še povem, da so opozorila glede omrežnin, ki jih je Nova Slovenija nanizala že jeseni lani, se je izkazala za resnična. Nova Slovenija je imela prav. In smo agencijo opozarjali, da spremeni svoje mnenje. Ampak verjemite eno stvar, da Nova Slovenija ima to mnenje glede omrežnine. Že dalj časa smo si sami skupaj s strokovnjaki izračunali, da bo cena elektrike zaradi tega dražja, položnica torej. Omrežnina pa se bo zdaj na predlog agencije za energijo znižala, v bistvu zaradi tega, ker ima zaradi tega pritiska vlade. Ne zaradi tega, ker bi direktorica agencije v to verjela, da je naredila napako, ampak zaradi tega, ker je ugotovil predsednik vlade Robert Golob, da je naredil napako in je dopustil agenciji, da dvigne omrežnino. A veste, ta dvig omrežnine ni nastal samo na zelniku agencije za energijo, ampak zlasti na zelniku Roberta Goloba in njegove vlade. In so potem skupaj pač prišli od tega in obremenili dodatno ljudi, sedaj pa, ko je ljudem in gospodarstvu prekipelo, vlečejo vsi skupaj ročno zavoro. Najprej predsednik vlade, ampak tej signali, kako se ne spoštuje neke nadzorne institucije, v tem primeru pa tudi agencije za energijo, to niso dober porok demokratičnemu procesu in spoštovanju nadzornih institucij. Tega, ker nad politiko so še določene stvari. In sicer so tukaj državljanke in državljani, so tudi institucije, ki morajo biti neodvisne in ne smejo padeti pod vpliv niti predsednika vlade. Tukaj se pa zdi, da so te institucije pod Robertom Golobom, ki vodi vlado na zelo autokratski način, kar fajno ugrabljene.
Lahko te poimenujem za nadzornika javnih financ, saj si predsednik Komisije za nadzor javnih financ. Nazadnje niste dokončali seje glede invalidskega podjetja CSS iz Škofje Loke. V bistvu je kar zanimivo spremljati ta razvoj dogodkov v zadnjih 14 dnevih. Če recimo za začetek pogledava Luko Mesca, ministra za delo, kako se je najprej obnašal, kot da ima zvezane roke, zdaj pa je v bistvu iz grobarja postal nekakšen rešitelj, oziroma vse tako se predstavlja kot nek rešitelj podjetja, kot da je zdaj on ponudil rešitev za podjetje. Veste, da s to zgodbo smo začeli v Novi Sloveniji. Malo pošteni, začel je Uroš Slak, 24 ur zvečer, in ko smo mi videli medijska poročanja okrog CSS-ja, smo takoj sklicali nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ. Takrat Luka Mesec še ni imel rešitev. Ministru Mescu smo rešitev predlagali mi, ki jih je danes videl, da so to dobre rešitve in jih je posvojil. Lahko pa bi to agonijo preprečil že pred mesecem dni. Pa bi takrat vlada kot skupščina posegla vmes. Torej mesec ni nobena rešitev za te ljudi, pa tudi še vedno se lahko stvari drugače obrnejo. Jaz mislim, da je ta finančni interes, ki ga zasledujejo posamezniki okrog te zgodbe, tako močan, da se bi to zemljišče prodalo in se bi tam zgradila nova stanovanjska soseska. Gre za čisti poslovni interes, mi pa smo imeli tukaj v uvidu to, da bi lahko kot navadna portfeljska naložba SDH-ja to podjetje bilo prodano najustreznejšemu kupcu in invalidi, zlasti zaradi njihove socialne vključenosti, bi pač ohranili delovna mesta. In to je tisto pomembno. Tukaj se ne pogovarjamo zgolj samo o biznisu, ampak pogovarjamo se tudi o socialni vključenosti najranljivejših skupin. Res je, zanimiva pri vsem tem je tudi pozicija Slovenskega državnega holdinga oziroma odgovornih, ki pravzaprav so nedosegljivi za pojasnila oziroma se jim izmikajo. Ampak gre za ljudi, ki bdijo nad več milijardami premoženja naše države. Kdo bo kdaj te ljudi poklical na odgovornost? Jaz kot politik pridem pred kamere vedno, ko me pač novinarji pokličejo in rečejo, zahtevamo ta in ta, te odgovore, ta in ta vprašanja. Imamo pa na SDH, kot kaže, svete krave, ki bi pa morali odgovarjati pred kamerami, ki bi se morali pogovarjati s slovensko javnostjo preko medijev, pač tako to gre. Zakaj? Zaradi tega, ker bdijo tudi nad več kot 10-11 milijardami evrov državnega premoženja, nad zemljišči, nad slovenskim deležem v podjetjih. In je ta odgovornost ni samo odgovornost do bilanc, ampak tudi do slovenske javnosti. In tega se treba zavedati. Žal pa se pač predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga dobesedno skriva pred novinarji. Pa jaz sem z njim večkrat govoril tudi na nadzornem svetu, kot nadzornik vode parlamentarne komisije. Meni se zdi, da zna lepo govoriti, tako da bi lahko se kdaj pojavil tudi pred kamerami in kaj pojasnil. Absolutno. Še o davkih bi želela, da nekaj rečeva. Ministra za finance si razglasil za ministra za višje davke. Pravzaprav mu primernejšega nadimka ne bi mogel nadeti. Vse, kar ta vlada zna, je namreč nalaganje davkov, dajatev, raznoraznih podražitev. Nazadnje je zdaj aktualno, je Revolt doživel načrtovani nepremičninski davek. Misliš, da bo šel skozi? Ja, gledajte, zdaj žal je to edina obljuba vlade, torej višji davki, ki se jo vlada dosledno drži. Kar se tiče nepremičninskega davka, jaz se bojim, da bo šel čez. A veste zakaj? Zaradi tega, ker ta sovražnost proti slovenskemu podeželju, proti razredno sovraštvo proti določenem segmentu ljudi, je pri obstoječi vladi tako močna, da enostavno pri privabljenju svojih volilcev, da sovraži druge, gre v bistvu za politični koncept. In tukaj gre za ideološko vojno, proti slovenskemu podeželju s tem nepremičninskem davku. Proti tistemu, ki je privarčeval določena sredstva in je rekel, jaz bom dal to garsonjero svojemu otroku, ta trenutek pa name pisana. Pa mogoče je to človek, ki ima povprečno slovensko plačo, pa je samo varčen. Torej, zakaj ti ljudi, ki so varčni, dodatno bremenovati? Medtem, pa nekdo, ki kupi v Ljubljani stanovanje za 1 milijon evrov, v Šelenburgu, v Šumi in tako naprej, ta pa bo brez davka.
Se tukaj bi morali koncept obrati popolnoma drugačen. Jaz verjamem v eno stvar, da ta vlada sposobna toliko daleč iti v tej sovražnosti, da bi ta davek lahko sprejeli. Resnično se tega bojim. Seveda pri tem bo Nova Slovenija izrabila in uporabila vsa sredstva, demokratična sredstva, ki so nam na voljo, in bomo ta davek skušali preprečiti, da bi bil sprejet v državnem zboru. Kajti ni pravičen, ni pravično zastavljen in tudi že zdaj ljudje davek na nepremičnine plačujejo v obliki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ta denar dajo sicer občine. Torej, bojim se nerazsodnosti vlade v zadnjem letu dni. Najbrž pa ni zadosten niti argument, da bi ta prejeta sredstva prelili v razbremenjevanje plač, kar je tudi, bi bil pomemben dosežek pravzaprav. Ja, ampak kje je tukaj logika? Mi bomo ljudi obremenili pri nepremičninah, zaradi tega, da bomo tem istim ljudem razbremenili plačo. Jaz mislim, da se da razbremeniti plačo tudi na druge načine. In sicer, nevladnim organizacijam damo 150 milijonov evrov s tem proračunom, ne. Potem recimo manj birokracije, vitkejša javna uprava, bolj vitka. Zlasti pa, ko govorimo o manj birokracije, se te postopki trajajo ogromno časa. Ne. Druga stvar je, mi lahko razbremenimo plače na področju tega, ko bomo omogočili gospodarstvu recimo večjo gospodarsko rast. Ne. Se pravi, debirokratizacija vseh postopkov, ki jih poznamo v Sloveniji. Ne. Se pravi, možnosti za to, da se razbremenijo plače, je tudi izven koncepta sprejemanja nepremičninskega davka. Če pa to argument vlade, se pravi, nepremičninski davek da zaradi tega, da razbremenijo plače, pa je to znak, moram reči, kot zelo majhnega intelektualnega napora ali pa intelektualna lenoba ali pa nesposobnost. Enostavno. Moram biti tukaj zelo kritičen. Pa bova s to kritiko zaključila. Hvala za ta pogovor in hvala tudi vsem, ki ste naju spremljali. Spremljajte delo Nove Slovenije še naprej. Kmalu nasvidenje. Hvala tudi vam.